Res so uživali v igri, ni bilo več toliko od denarja, oziroma ni bilo še toliko v denarju, ampak je bilo šlo samo zato, ker se vedo, da bojo prvi in bojo take pare zaslužili. Je bila pa tudi velika razlika, ne, v plačah pač teh proigralcev v Ameriki pa v Evropi. To je pa še zdaj. To je še zdaj. To je problem NA, ker ima zdaj, NA ima fucking tretjino viewershipa, če ne celo manj. Imajo pa inflated. Pa imajo plače še zmeri večji. Koliko pa je tako povprečje? To nimam pojma, ker poznam nobenega. Uradno, če ki uradno pravijo, da je 200 ali 300 jurjev. 200k je, meni za minimalno 200k na let v EU, nekaj tacga, 150-200k? V EU, ja. 150-200k, ok. Medtem, ko NA bi porekel, da imajo tako on average saj na 300-400, ne. High je v Ameriki, se je pač zgubil 5 mil za 2 leta. Zgubil 5 milijon. Ja, ni bilo takrat 5 milijonov za mislim, da Prks je dobil 10-11 milijonov. To ne vem. Sem recimo, ful je odvisno tudi do ekipe, pa imaš recimo Liquid, oni lagano, po mojem, da za vse playerje dajo 5 mil na let. Še več maybe, ne. Za vse playerje. Za vse, oni so recimo Impacta, on je takrat, kad Johnny VTL par let nazaj, on je imel več mil kontrakt. On je bil ta prvi, ki je bil čez milijon. Ja, misliš 5 milijonov čez vse playerje, ne na enega playerja. En player, čez vse. Sem recimo prvi, ki je dobil čez mil plače, je bilo ne 3-4 leta nazaj bil Impact, ki je Johnny v Team Liquida, ne. On je pač prvi znan, da je imel več mil na let. In pol je prišlo ven, ja, Prks vem, da je imel 1,7 ali 2,3. Ja, ne, da je imel 1,5 do 2, nek tacga je imel Prks, ja. Na leto. V Ameriki. V Ameriki, ki je šel Cloud9. In pa se full ratal inflated, ne. Pa Sword Art isto imel tako nekaj. Ja, on je imel 6 mil. Sword Art je imel 6 mil. Mislim, da je Prks imel celo 10 milijonov za 2 leti. Ampak je potem ta pogodba, ta pogodba mislim, da ni prišla do konca, zaradi tega, ker pač je izstopil eno leto prej in je pač vrnil oziroma... Drugače mu vsako leto je bilo, se zdaj glih, to sem celo toliko še spremljam, da je pol leta prišlo ven, da kao vsako leto dejansko Steve pošle fakerju blank check. Tako parkrat se dejansko naredili samo blank check poslali, da bi prišel v Team Liquid, pač napiš koliko. Pač ne prav tako je, pač povej koliko, ker kao vse bomo dobili nazaj, ker si toliko velik in uno. Koliko so pa Korejci dobili? Oziroma koliko oni dobijo? Korejci, ja, Impact je Korejci pa je dobil pač prvi tok, drugače ne, ti misliš v Koreji. Ne, v Koreji, koliko pa tam dobijo? Faker dobi, pa moraš... Faker dobi ostale 5 mila, ne. Faker ni samo v denarju, ne. Tako da Koreja je tako povprečje približno primerljiva z Ameriko, ali? Ne, Koreja manj, daleč največ dobiva China, to je pa neprimerljivo s celim svetom. Kitajska ima več kot 100 mil daily playerjev, ali monthly playerjev. To je 10% prebivalstva. Noben EU ima 5 mil, pa moraš vedeti, da v average playerjev na mesec. Pa Evropejci je 500 mil. China ima 100 mil plus. Ampak China nima samo enega serverja. Na Kitajskem je LOL večji kot kjerkoli šport. It's insane. In tam pač, tam so tudi plače take. Tam je že 10 milijonske kontra. Že Imp, ko je prišel takrat, Season 4 je dobil tako čez milijona. Nazaj pa je dobil meni, da 2 mil on. To je bilo 10 let nazaj. Po mojem, da zdaj, če bi še Faker na Kitajske, pač lagan, da bo 10 mil na leto vsaj. Tam imajo prizadete. Mandarinščino se učiti. Tam je dejansko LOL tako big, da se splača organizacijam meto, ker dejansko bo folk kaj kupoval pa to. Dejansko marketing pa to. Bliza, da v ene je to full problem, ker je tok dead game, da inflated potem. Sploh te organizacije. Vejo je pa tako nekaj vmes. Bi rekel, da te top orgi, ki še Nžito pa to ba je, da imajo nek profit. Ostale polovice bi rekel, da ne lih najbolj, ne. Kaj pa še kakšen drug kontinent, Afrika? Ni, tam ni. Brazilija je relativno big. Za Brazilija in general se mi zdi, da vsak e-sports full big, ne, tudi Valorant je full big tam. Sam izven tega pa ne, Avstralija je dost dead, sam oni neki gameri. Avstralija so Japonska ima drugače tudi. Japonska, ja, kako je z Japonsko? Fora je, da ne vem, kaj Japonska ima ogromen pač prebivalcev, sem bi pa rekel, da LOL pa Valorant je tam kar big, pač naš menedžer dejansko pol Japonca nekaj doskrat kaj in malo razlagal temu, ja. Ja, sem videl vaše skeče. Tako da bi rekel, da je relativno biga, ne? Bi rekel, da je tako primerljivo mogoče Amerika, med Amerika, Evropa, kaj tacimo. Oceanija, oziroma čakaj, kje pa je bila Garena že? Garena je bila zakaj? Southeast Asia. Southeast Asia, ja. Is that still a thing? Tam je LOL še žiri igran, sam nimam pa pojma. Nimajo casha, oni nimajo casha. To je edina liga, kaj nikoli nisem spremljal v live-u, pač ta Southeast Asia. A vidiš, in zato sem samo jaz napovedal season 2, da bojo zmagali Taipei Assassin. Ker jaz sem gledal. Se pač upal, da bo zmagal valjda Moskva, ne?
zakaj pa so, mislim, kaj je bilo po tvojem mnenju razlog, da so zmagali? Veš, kako sem vedel, da bojo zmagali? Jaz sem gledal intervju s Frognom, ki je rekel, da oni so takrat šli v Korejo igrati in pa so se v Southeast Asia tam ustavili, kao da so imeli nek show match in je rekel, kao mi smo imeli 30 skrimov z njimi in smo šli pač 0-30. Rekel pač tako, kar robiš. Oni so bili takrat res dobri. Ampak to je bil intervju, ki ga ni Riot objavil. To je bil tako nekje, ne vem, Jurija ogledal in jaz sem tako gledal in sem bil tako, I guess, da bojo oni zmagali. In pa so prišli in so zmagali. Zdaj pa njihov midlaner v zaporu. Ja. To je, ker je prodajal travo. Travo delo, pa so ga dobili. Čak, malo TPA? Ja, TPA midlaner. On je pač zdaj delil travo in fora je, da pač tam je trava nerealno, illegal, da pač A bežno. Ubijajo te dejansko. Tega učil za zdaj za ne. Meni da sploh ni imel toliko neki insane, ono absurda malo neke to, ne. Ja. Za prekršek pri nas verjetno, ja. 10 let je še za zapor. Sloveniji, če dobijo zapor, ne boš v zapor za več kaj mesec. Ja. Pač da ti bojo kazen, polno, ne tega več delati in pa bojo to zase porabili, tam pa pač pejte zapor za 10 let. Ja. No, ampak pa veš, koliko so bil čas plače za nič. On je zmagal svetovno prvenstvo, dubo je 200 kao dunga. In to je bilo to. In to je bilo to in se Sam zdaj že sploh sem. Ja, mislim, se več ne mogo travo delati, ne. Ja, ebi ga, sej zaradi tega, zdi se mi, da je bilo tako, Azija pač, če si igraš v Aziji, ajde, če si Korejc, je cool, Če si Korejc. Če si super stara, ne, sem drugače pet na Kitajsko. Na Westu je bilo pa včasih definitivno pač pet v Ameriko, če hočeš bolj pare. Zdaj sicer EU bo vedno boljš, ker je actual game še zmeri ful popularen.